All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. rainbow. All for rainbow. Dobrodošli spet nazaj v All for Rainbow podcastu. Tokrat je moj gost Dominik. Zdravo. Zdravo. Ti si v bistvu bloger, aktivist, pa drag queen. Ja, kako se je vse začelo? Ja, začelo se je 2019. Sam osebno mislim, da je do bloga prišlo kar naenkrat. Mislim, da sem bil tako, more se zgoditi, ker po pravici povedano sem bil ful zgubljen in nisem vedel pač kako naprej. In mladinska izmenjava mi je odprla oči dejansko, ker smo imeli ljudi z celega sveta pri nas in zgodbe od nekaterih oseb, udeležencev, mislim, mi je ful odprlo oči in zaradi njih sem pol začel tudi sam pisati blog in pol se je tudi nadaljevalo v spletno stran in tako naprej. Ful dobro. Kakšne so pa teme ponavadi tvojega bloga? Moj blog v bistvu je nekaj takega kot osebni dnevnik. Pišem o svojem življenju, kako sem povezan z naravo, da vedno, ko imam slab dan ali se počutim osamljenega, vedno grem v naravo, si najdem nek predmet, naprimer kot jaz osebno si najdem drevo in se povežem z njo ful in začnem, kot da bi bil človek pred mano, si začnem z drevesom pogovarjati in pač govoriti, zakaj sem tu, zakaj se tako počutim, kako lahko to spremenim. In ja, pol sem tudi objavil nekaj ful groznega, kaj se mi je zgodilo v preteklosti in sem ful vesel, da sem, ker mene osebno je ful me je zaprlo in nisem mogel, bil sem ful zgubljen in prestrašen in vem, da nikomu na svetu, tudi mojemu sovražniku ne bi želel kaj takega. Res ne. Ful je bilo težko, ampak sem se ful, kako bi rekel, ful sem se odprl in sem rekel, go with the flow in bomo videli, kaj bo. In sem bil ful presenečen in šokiran, da dobivam iz Anglije in skratka z celega sveta dobivam sporočila, da so ful hvaležni, da sem povedal svojo zgodbo in da v bistvu na nek način sem jim pomagal, da se tudi oni osebno odprejo in kaj povejo in o tem in skušajo s tem pomagati drugim ljudem, ki so zaradi pač nekaj takega v življenju ful zaprti in ja. Ja, res ful lepo. Sem že tudi jaz razmišljala, da s tem, ko pišeš, da tudi pomagaš drugim, ki to berejo, hkrati sebi pa drugim, tako da... In neka vrste terapija, je tako. Ja. Na blogu imaš napisano tudi, da si aktivist za LGBT plus pravice in me zanima, kako se je to začelo. Je bil najprej blog, pa si pol raziskoval še bolj to aktivistično plat sebe? Aktivizem za mene se je začel ful prej, kot je sam blog nastal in jaz v bistvu, ko sem prišel ven kot gej, pač v osnovni šoli, skratka nisem vedel, kaj pomeni beseda gej, nisem vedel, kaj pomeni mavrična zastava, nisem vedel, kaj v bistvu je kot LGBT community, kaj predstavlja in sem pač na internetu prebrskal pač, kaj se dogaja z mano, kaj to skratka pomeni
In na koncu sem raziskal tudi druge države in skratka raziskal tudi temo LGBT in sem bil kar šokiran, da v enih državah je skratka prepovedano biti to, kaj si. In ne da me žalosti, ampak sem ful jezen na to, ful sem jezen, da ne sprejmejo človeka, ki je drugačen, ki je poseben. In ja, osebno menim, da je to ful narobe. In če bi svet bil skratka ful drugačen, kot je v nekaterih državah, bi bil svet boljši, kot je. V to verjamem, da ja. In pol skratka sem zasledil tudi, da v bistvu Slovenija, kot zdaj, ko Slovenijo imamo tukaj, in Ljubljana kot glavno mesto je ful odprto za take reči, no zdaj ne vem, se tu pa tam najde kakšna oseba, ki ne razume tega. Maribor se mi tudi zdi, da je ful odprt, ampak nekaj še manjka. Tukaj pa ja živim, moja regija je pa čist drugače. Imamo tudi imam ful dosti prijateljev z romskih naselij, ki so tudi geji in lezbike in jih je ful strah, da bi sploh javno povedali, da so. In v bistvu gre zaradi družine tukaj in tudi njihove vere in vsega tega. Ampak jaz osebno mislim, da vera nima čisto nič s tem, kaj ti imaš rad in kaj si. Fajn, potem v bistvu deluješ tudi lokalno, da je pol tudi vidnost pa delaš na vidnosti pa odprtosti tudi v lokalnem okolju. Tako je. Mi lahko še malo poveš potem o svoji poti v drag, kako si se začel ukvarjati kot drag queenicca? To je pa zgodba. Skratka, že celo življenje sem bil obseden z make-upom, različnimi ličili in veliko make-up influencerjev sem gledal kot mlajša oseba in sem bil pač ful presenečen, da moški tudi delajo to, ne. In prvo me je zanimalo, nisem vedel besede, no, drag queen, kaj pomeni, in sem gledal na internetu in sem zasledil en show, RuPaul's Drag Race. Ja. In sem se ful poglobil v ta show in moram priznati, da me je ful, ne vem, kako povzdignilo, pač mojo zavest in sem bil like tisto, wow, tudi moški lahko nosimo make-up, ne glede, če si rock zvezda. Vem, da zvezdniki v žanru rocka nosijo eyeliner, tudi ličila. In vem, da eni ljudje jih sodijo, zakaj moraš nositi make-up. In sem bil like, to je tvoja odločitev od nobenega drugega. In sem se ful poglobil in sem rekel, zakaj pa jaz ne bi tega probal. In pač moram ful priznati, da ko se oblečem in ko se našminkam, se počutim 100-krat bolje kot zdaj, kot sem, ne, brez make-upa. In moram priznati, da je občutek neverjeten. Okej, pod katerim imenom pa te lahko mislim, ja, kakšno ime uporabljaš za svojo drag? Ivy Dark. Tako da pričakujemo lahko že kakšne nastope tudi? Tudi to, v prihodnosti, definitivno. Super. Ko sem te kontaktirala, si omenil tudi, da si začel z YouTube kanalom. Kak je pa ta zgodba? Je to kot neko nadaljevanje bloga ali je čisto za sebe?
Tudi ja, v bistvu zdaj v kratkem mislim posnet, pač narediti en video na temo moje zgodbe, ki sem jo napisal in pač ful sem obseden z risankami in s temi in pač pomagajo mi tudi drugi ljudje, ki imajo več poznanstva v tem in želim posneti video, v bistvu zgodbo, kjer bi bili predstavljeni risani liki. In v bistvu YouTube kanal je tudi moja odskočna deska za moj talk show, ki ga želim v prihodnosti narediti. In tudi razmišljam o pač v bistvu, ko sva se spoznala midva na Samorogovem Ročeripu in si mi rekla, da obstaja tudi podcast, ki ga ti vodiš seveda in si mi dala neko tako odskočno desko in tudi tako idejo, da tudi sam ustvarim nekaj takega, kot si ti začela, ne? In To me ful veseli. moram ti reči hvala, prvo kot prvo, za to krasno idejo in moram priznati, da odkar si mi povedala za tvoj podcast, ga spremljam non-stop, tako da čestitke za vse. Ful hvala, to je res ful lepo slišati. Pa želim ti dosti uspeha še na tvoji poti. Hvala. Ok, mogoče za na konec, imaš mogoče še ti kakšno sporočilo za vse, ki nas poslušajo, kakšne spodbudne misli ali pa kaj? Ja, vsem poslušalcem bi rad povedal, tudi če se najde med njimi kakšna oseba, ki je šla nekaj takega skozi, kot sem jaz v življenju, bi jim rad povedal to, da niste sami, niste edini in vem, kakšen je občutek in vem, da je grozljivo bilo, ampak vem, da ste močni in močni v notranjosti, močni po srcu in lahko greste prek vsega, če ste dovolj močni in če ste obkroženi z dobro družbo ljudi in seveda družino, ki te spodbuja in čim prej na kakršenkoli način probajte dati vse to iz sebe. Naprimer, kot sem jaz, blog lahko naredite, lahko napišete, ne vem, knjigo poezije, ne vem. Nek način morate najti, ker moram povedati, da ko sem začel pisati blog, je bila ful ena tista terapija. Terapija za dušo in za srce in za samega sebe. Lepo. Zdaj si še mene spodbudil, da bi jaz tudi začela kaj pisati. Mogoče za začetek samo za sebe. Ja. Ok, torej hvala Dominik, da si bil moj gost. Pa hvala vsem poslušalkam, poslušalcem, da ste bili z nama in se slišimo v naslednji epizodi. Čau! Ciao! All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow! All for rainbow. rainbow. All for rainbow.